Dobrodošli v oddaji Pregled tedna. Preverili smo, kaj se je ta teden dogajalo na obali. Naša sodelavka Ana Lešnik se je pogovorila z direktorico Mestne knjižnice Piran o nedavno zaključenem projektu Primorci beremo. Pretekli teden se je zaključil projekt Primorci beremo, ki je letos potekal že 17. leto zapored v 10 primorskih knjižnicah. Projekt Primorci beremo je projekt, v katerem sodeluje kar 10 primorskih knjižnic in njegov namen je spodbujati branje slovenskih avtorjev. Cilj je, da čim več uporabnikov spozna, da so tudi slovenski avtorji tisti, ki so vredni branja in njihove knjige niso nič manj zanimive od kakšnih tujih uspešnic. Bistvo projekta torej ostaja vsa leta enako, in sicer spodbuditi ljudi k branju izvirnega slovenskega leposlovja. Letos so na seznamu vrstili 77 proznih in 11 pesniških del in tudi izbor mladinskega leposlovja ter poljudno-znanstveno literaturo z različnih področij. Mi smo veseli čisto vsakega sodelujočega v projektu, ne glede na to, koliko knjig prebere. Sicer projekt deluje tako, da se knjižnice, vseh 10 skupaj, dogovorimo in naredimo en priporočilni seznam različnih avtorjev. Vsako leto so na njem druge knjige, letos je bilo uvrščenih 90 knjig in sodelujoči, da uspešno zaključijo projekt, morajo prebrati 4 knjige z tega seznama. Knjižnice vsako leto bralce nagradijo slavnostno prireditvijo, na kateri sodelujočim podelijo posebno priznanje ter knjižno nagrado. No, letos smo zelo veseli, prebrali smo že skoraj 8000 knjig. No, če naj povem, v 16 letih delovanja projekta smo vsi skupaj prebrali zavidljivo količino 113 000 knjig. Knjižnice že od leta 2007 s projektom Primorci beremo uspešno spodbujajo sokrajane k raziskovanju in spoznavanju kvalitetne literature s poudarkom na slovenskih avtorjih in razvijanju bralne kulture. V torek so v Luki Koper predstavili zaključke evropskega projekta 5G loginov, ki so ga izvedli v zadnjih 3 letih. Šlo je za testno uvajanje tehnologij 5G z avtomatizacijo procesov v pristanišču. Luka Koper je že 3 leta del evropskega projekta 5G loginov. Omrežje 5G je bilo v koperskem pristanišču postavljeno z namenom povečanja hitrosti in avtomatizacije procesov. 5G tehnologije so trenutno najbolj moderna tehnologija, gre za izjemno varna omrežja, za omrežja, kjer ne prihaja do zakasnitve, ki omogočajo visoke hitrosti, in zato smo zelo veseli, da v enem takem projektu, kot je 5G loginov, sodeluje kar 3 slovenskih podjetij. V celotnem projektu sodeluje 15 partnerjev iz 8 različnih držav in če vidimo, da je 3 teh podjetij iz naše države, smo lahko upravičeno ponosni. Čeprav omrežje 5G najbolj povezujemo z mobilno telefonijo, je zelo uporabno tudi v logistiki. Digitalna preobrazba je sestavni del naše nove strategije in ne samo to. Je ključna beseda pri tako imenovanemu smart portu, naši razvojni usmeritvi. Smart port pa ne zajema samo digitalnega, toda tudi zeleno preobrazbo. Eno brez drugega ne gre. V koperskem pristanišču so bili opravljeni različni testi. Med drugim so vzpostavili 2 vrsti omrežij 5G, namestili kamere na mesti, kjer žičnih kamer ni mogoče namestiti, in vzpostavili dvosmerno komunikacijo na strojih. Ko nam 5G tehnologija odpira neke nove možnosti, ki jih do zdaj nismo imeli, predvsem bi jih pa te možnosti usmerili v lajšanje delovnih razmer v operativi in pa tudi v varnost. V varnosti je bil posmerjen tudi 3. paket aktivnosti, kjer smo testirali tako delovanje drona, ponovno vprašanje odbojev in specifik območja pristanišča. Smo testirali tudi kamero, ki je bila montirana na jopiču varnostnika, se pravi, se je premikal skozi pristanišče. Prav tako pa smo tudi z mobilnimi kamerami posneli širše območje pristanišča, kjer smo na tak način testirali, kako omrežje deluje. Skozi nadaljne projekte predvidevamo optimizirati
načrt 5G omrežja za pristanišče, ravno iz vidika številnih odbojev in pa natančnosti in hitrosti delovanja. Omrežje 5G je od svojega nastanka spodbudilo številne razprave o varnosti. Zato v Luki Koper poudarjajo, da uvedba omrežja 5G ne bo škodovala zdravju ljudi. Še preden smo postavili prvo omrežje, je bilo veliko vprašanj tudi glede varnosti 5G tehnologije, tako da čim smo omrežje vzpostavili, so bile takoj narejene tudi meritve, ki so potrdile, da je bilo celotno delovanje naprav znotraj zakonsko dovoljenih okvirov. Cena celotnega projekta znaša 8 milijonov evrov. Luka Koper pa je prejela 350 000 evrov sofinanciranja. V Kopru obnavljajo palačo Debeli, ki naj bi rešila prostorsko stisko znanstveno-raziskovalnega središča Koper, ki ima trenutno prostore na Garibaldijevi 1. Popeljali vas bomo v notranjost palače. Znanstveno-raziskovalno središče Koper je preteklo leto maja od občine Koper za 99 let dobilo stavbno pravico za palačo Debeli na Cankarjevi ulici 9 pod pogojem, da z obnovo začnejo v obdobju 5 let. Prenovo so letos začeli uresničevati. Torej v palači Debeli je seveda načrtovana kompletna prenova stavbe in tudi bližnje okolice. Cilj pa je zagotoviti prostore za upravni del vseh 10 inštitutov, predvsem pa bodo umeščeni tudi vsi ostali raziskovalci družboslovnih in pa naravoslovnih inštitutov. ZRS Koper se srečuje s prostorsko stisko v trenutni stavbi na Garibaldijevi 1. Narejena je bila leta 2000, predvidevala je 25 mest za raziskovalce in 3 inštitute, danes pa ZRS obsega 10 inštitutov in preko 130 zaposlenih. Naš uspešno obnovo tudi kulturnih spomenikov smo dokazali z obnovo palače Tiepolo Gravisi oziroma humanističnega centra, kot ga danes imenujemo, v katerega smo umestili inštitute z humanističnega področja. In s tem, bomo rekli, ne samo zase zagotovili prostor, ampak tudi mestu vrnili eno krasno palačo. Tako bi si želeli tudi narediti z palačo Debeli. Gradbeno dovoljenje so pridobili ta teden, dobra pol leta prej kot po prvotnem načrtu. Predvideni stroški obnove znašajo 6 milijonov evrov. Sredstva bodo črpali delno iz evropskih projektov in iz lastnega deleža, ki ga bodo zagotovili s prodajo sedanje stavbe na Garibaldijevi 1. Računajo tudi na pomoč države. Je pa iz vidika financiranja deleža, ki je bil in je predviden seveda tudi strani države, ker smo tudi v dogovorih, morda za pričakovati manjši zastoj zaradi situacije, ki jo vsi živimo, predvsem zaradi odprave posledic poplav. Palača je sicer nastala v drugi polovici 16. stoletja in je bila od nekdaj v lasti koprske plemiške družine Debeli. Sicer izvor ni še raziskan, ampak se domneva, da izhaja iz istoimenske beneške patricijske družine Debeli, ki je po rodu iz Trsta. Iz te družine so izhajali razni pravniki, literati, tudi cerkveni dostojanstveniki in vojaški poveljniki v službi Beneške republike. Konec 19. stoletja je bila v palači županska pisarna, ko je bil med leti 1870 in 1874 župan Kristofo Debeli, nato pa še njegov sin Nikolo, ki je zadnji znani potomec te plemiške koprske družine. Palača je imela v povojnem obdobju, torej od 50 let dalje, stanovanjsko funkcijo, med lokalnimi prebivalci je bila znana tudi kot bosanska ambasada. V novi podobi naj bi zaživela leta 2026, kadar ocenjujejo zaključek prenove. Mestna občina Koper pripravlja javni dokument o pripombah občanov in civilnih iniciativ na občinski prostorski načrt. Skupnost civilnih iniciativ in krajevnih skupnosti pa pravi, da občina ni upoštevala rokov, ki jih je sama zastavila. Skupnost civilnih iniciativ in krajevnih skupnosti očita mestni občini Koper, da ni upoštevala roka za objavo javnega dokumenta stališči do pripomb občanov in civilnih iniciativ na občinski prostorski načrt.
Prvi osnutek občinskega prostorskega načrta je bil objavljen pred več kot letom in pol in po njihovih besedah javnost ni bila vključena v nastajanje dokumenta. Bi se želela vrniti vsaj slabe 2 leti nazaj. Namreč takrat je brez tega, da bi bili v proces nastajanja osnutka OPN-ja občani brez njihove vključitve, je občina predstavila v začetku leta ta dokument in ker se pravi, ni bilo vključene javnosti in občanov, je v nekaterih okoljih ta dokument, ta osnutek dokumenta povzročil šok. V zaledju so ugotavljali, da jim stavbna zemljišča spreminjajo v kmetijska zemljišča, v Bertokih, na Škofijah in še kje, pa da načrtujejo gostejšo ali pa zelo gosto poselitev celo na kmetijskih zemljiščih. Ker občani še vedno niso prejeli odgovorov na svoje pripombe, je skupnost civilnih iniciativ in krajevnih skupnosti zaskrbljena zaradi časovne stiske, saj naj bi bil občinski prostorski načrt objavljen do konca prihodnjega leta. Časa za sprejem občinskega prostorskega načrta zmanjkuje, občani pa še vedno nimajo, in to po skoraj 2 letih, odgovore na svoje pripombe, ki so jih dali konec aprila lani. Takrat je občina obljubljala, da bo odgovore dala v 2 mesecih. Zdaj je od takrat že skoraj 2 leti in odgovorov, stališč občine na te pripombe ni. To niso samo, bom rekla, neke individualne pripombe, jaz bi rad imel tukaj, ne vem, bi rad gradil ali pa tukaj želim to. To so tudi strateške pripombe na razvoj občine. Predlagajo tudi, naj se dopolnjeni osnutek OPN-ja predstavi na zborih krajanov in ne zgolj svetom krajevnih skupnosti. Drugo sporočilo je, da občina predstavi nov osnutek OPN-ja po krajevnih skupnostih, ne samo 2 predstavitvi in gremo naprej, zato ker je občina Koper specifična občina. Pravzaprav take mestne občine v Sloveniji ni. Mi imamo, bom rekla, mesto z 24-25 tisoč ljudmi, potem imamo pa zaledje z čistim podeželjem, ki ima več kot 26 tisoč ljudi. To se pravi, med nami so velike razlike. Župana mestne občine Koper smo vprašali, kako komentirajo očitke, da je občina preskočila predviden rok. Nismo preskočili, se pa je zamaknil rok za objavo stališč in pripomb, oziroma stališč do pripomb. Pač več različnih razlogov je za to, zavleklo se je za nekaj mesecev in pač temu se ne moramo izogniti. Torej, občina na vprašanje civilnih iniciativ oziroma njihove pripombe ne bo odgovorila nič prej kot samostarim posameznikom, ki so dali pripombe in pritožbe. To pa predvsem zato, ker se moramo zavedati, da civilne iniciative so zbir večini primerov zasebnih interesov, med katerimi se moramo zavedati, da obstaja tudi možnost, da je kdo z kapitalskim ali pa špekulativnim interesom in se moramo izogniti vsem možnim tveganjem, zato da prihaja do zlorab pri pripravi dokumenta. Občina je zavrnila vse očitke o nevključevanju javnosti in nespoštovanju Aarhuške konvencije. To pa nikakor ne drži, kvečjemu obratno. Aarhuška konvencija določa vključevanje javnosti v take odločitve na tak način, da država določi pravila, kako se javnost vključuje. Država je določila pravila, marsikatera civilna iniciativa si želi ta pravila prikrojiti po svoje. Če ima vsak svoje pravila, pa je to začetek anarhije. Mi imamo pravni red, ki bi se ga radi držali, in na anarhijo ne pristajamo. Pravijo, da je njihova prednostna naloga zagotoviti, da je dokument dobre kakovosti in šele na to, da je izdan pravočasno. Celotno izjavo predstavnice civilnih iniciativ si lahko ogledate na našem kanalu YouTube. Po slovenski Istri je minuli vikend tekalo več kot 1000 tekačev na dogodku Obala Ultra Trail. Govorili smo z Renatom Loviščkom, ki je skupaj s 150 pomagači organiziral dogodek. Vzdušje pred tekom pa smo preverili tudi z nekaj tekmovalci. Pretekli vikend so slovensko obalo zavzeli tekači, ki so se združili na prireditvi Obala Ultra Trail.
Namen dogodka je druženje tekačev iz cele Evrope, aktivnosti na prostem in seveda tek. Tekmovalo je več kot 1000 tekačev iz kar 25 držav. Obala Ultra Trail je tekaški dogodek, ki je že 3. leto zapored. Je mednarodni tekaški dogodek in da rečem, dogodek, ko povezuje slovensko Istro. Tekmovalci so lahko izbirali med 5 različnimi kategorijami, in sicer tek na 12, 18, 35, 65 ali 108 km. Trase so zelo lepe razgledi, bi rekel, ene od najlepših v tej regiji. Sicer so pa zdaj zaradi takšnih in drugačnih razmer, ker so bile zadnje dni malo razmočene, malo blatne, ampak tekači v tem uživajo. Tisti, ki tečejo traile, jim je to užitek. Za športno društvo Obala Trail iz Pobegov pri Kopru, ki je organizator dogodka, je bila priprava velik zalogaj, saj so morali urediti več kot 40 km tras, pripraviti različna prizorišča in več štartnih mest. Kakšne posebnosti ni, je pa dejstvo, da rastemo iz leta v leto, da dogodek se razvija v pravo smer, da smo zanimivi za tuje tekače, da je lokacija idealna za tuje tekače in probamo nekako na nek način podaljševati to mrtvo sezono, ta del mrtve sezone na obali. Na glavnem prizorišču na Lonki v Izoli je pred štartom na 35 km z nami nekaj tekačev in tekačic delilo vtise. Katero progo boste tekli? 35 km. Kako pa ste se pripravljali? Pripravljal se čez celo leto po malem, no. Bolj pa sicer cestne teče, maratone, tako da upam, da vse ne bo preveč vzponov pa tega, to bom pa videl zdaj. Se veselite tekmovanja danes? Ja, malo je nervoza, ampak v bistvu se pa veselim, pa vreme se neverjetno naredilo. Sreča Orang. 35, obe. Kako ste se pripravljali na to? Z dobro voljo. Premalo, ampak ja. Prvič, zaradi tega, ker sem bil te prvega prijavljen, pa sem pa zbolel, sem raka imel, sem bil na operacijah in sem pa res mogel iti, pa sem pa letos, kaj pravi, da je zelo lepa proga. To, da grem probati po operacijah, po rebolenju, raku, kako bo šel. Danes pa tečem 35 km. Ste prvič tukaj? Ja, prvič. Pravijo, da je lepo, pa gremo gledat. Kako ste se pripravljali? Ja, smo se, ampak pravijo, da je veliko glav, bomo videli. Nekaj pa tudi v nogah. Obala Ultra Trail se je zaključil v nedeljo s prihodom še zadnjih tekačev na 108 km v cilj. Prejšnji teden sta neurje in močan veter začasno ustavila promet v Luki Koper. V koprskem pristanišču smo preverili, ali takšne pripore vplivajo na delovne procese. Letos smo bili priča številnim ekstremnim vremenskim dogodkom, ki vplivajo na vsakodnevne procese. Tako sta prejšnji tedensko neurje in močen veter ustavila delovanje Luke Koper. V tem letu smo bili morda večkrat kot sicer deležni nekih izrednih vremenskih razmer, s katerimi smo se soočali ne samo v Luki Koper, ampak po vsej Sloveniji. Seveda imamo ustrezne protokole in procese sprejete, predvideni so tudi ukrepi. Eden mogoče ostrejših ukrepov je tudi začasna zaustavitev določenih procesov. Ne gre za zaprtje celotnega pristanišča, ampak samo zaradi predvsem varnostnih razlogov določene procese omejimo oziroma jih povsem zaustavimo za neko obdobje. O tem ustrezno obvestimo vse udeležene. V izjemnih primerih je potrebno delovne procese iz varnostnih razlogov ustaviti. Za pravočasno ukrepanje je predvsem ključna uspešna koordinacija z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo in z Agencijo za okolje ARSO, s katerimi dobro sodelujemo. V letošnjem poletju smo to sodelovanje in koordinacijo še nadgradili. Uprava za pomorstvo je namreč tista, ki dovoljuje vplutje in izplutje, torej regulira dejansko pomorski promet v našem morju in zato je zelo pomembno, da mi ob vsakem izrednem dogodku, bodisi vremenskem, bodisi kakršnemkoli drugem, v bistvu delujemo koordinirano, usklajeno, torej pri vplutju in potem temu primerno tudi prilagodimo vse procese, ki jih kot koncesionar izvajamo na pristanišču. Toda po večini gre le za kratkotrajne zaustavitve, ki nimajo večjih posledic. Zaprtja so predvsem kratkočasna, vemo, da so neurja prehodna, sploh recimo tramontana je krajše trajajoče, to govorimo 15
20 minut, pol ure. Tako da procesi se ustavijo nekoliko prej zaradi varnosti in potem tekom nekega neurja in se nadaljujejo takoj, ko je spet varno ponovno začeti v celoti proces. Kot pravimo, to ne gre za zaprtje celotnega pristanišča, ampak določenih segmentov, tako da nekih večjih posledic iz tega naslova do zdaj nismo imeli. Gradnja infrastrukture za zaščito pred vremenskimi razmerami ali uvedba dodatnih previdnostnih ukrepov ne bo potrebna. Naše pristanišče je že tako malo bolj zaščiteno, ker je precej potegnjeno v notranjost. Tudi terminali so tako narejeni in celoten proces, da zagotavlja v bistvu najboljši izkoristek v vseh vremenskih pogojih. Seveda pa letos smo ugotovili v Sloveniji, kaj pomeni, ko v bistvu narava pobesni in mislim, da na to ni bil nihče na pravi način pripravljen. Mi pa moramo reči, da smo tokrat preizkusili vse naše sisteme, protokole, procese in glede na to, da je vse potekalo varno, lahko rečemo, da smo jih tudi uspešno preizkusili. Izredne pripore pristanišča za prevoz nimajo večjih finančnih ali organizacijskih posledic, saj drugi deli pristanišča ob zaprtju še vedno obratujejo. Izolska občina veliko pozornosti usmerja v razvoj turizma s poudarkom na trajnosti. V sredo 8. novembra smo se udeležili posveta, namenjenega spodbujanju občanov in turističnih ponudnikov za nadaljnji razvoj trajnostnih modelov na področju turizma. Leta 2021 je občina Izola vstopila v nacionalni program Zelena shema slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenija Green združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Izola je prejela zlati znak zelene trajnostne destinacije. V bistvu konkretno zelena shema je certificirana shema trajnostnega turizma, konkretno bom rekla tako, certifikat se podeli destinaciji v sklopu certifikata mednarodnega Green Destination. Mi konkretno smo v letu 2021 pridobili zlati znak in trenutno se trudimo ga obnoviti oziroma celo nadgraditi. Del teh prizadevanj je tudi kontinuirana komunikacija z deležniki izolskega turizma. Temu je bil namenjen tudi posvet o spodbujanju prebivalcev in turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov, ki je potekal v četrtek 8. novembra v prostorih inštituta InnoRenew v Izoli. Udeleženci oziroma deležniki današnjega posveta so predvsem vsi tisti, ki so na kakršenkoli način vključeni v turizem, torej to so sami turisti, ne nazadnje obiskovalci, prebivalci občine Izole, celotno turistično gospodarstvo, torej sobodajalci, gostinci, hotelirji in tako naprej, kampi. Poleg tega so tukaj ne nazadnje tudi vsi, ki na kakršenkoli način vplivajo, to pomeni naši recimo javni zavodi, skratka vsi so vabljeni. Predvsem pa tematika je pa res naslonjena na turizem. Izola se lahko v zadnjih letih pohvali z opaznim turističnim razvojem. V strategiji razvoja turizma za obdobje 2021-2025 so si začrtali, da v občini razvijajo turizem, ki temelji na vrednotah trajnosti in zelenega prehoda ter podaljšanja turistične sezone na celotno leto. V letu 2023 so do septembra zabeležili 484.962 turističnih nočitev, kar je sicer za 4% manj kot lani, ko je bila sezona rekordna. Veliko je takih primerov, ki smo jih že realizirali, veliko vlagamo v razvoj na nivoju turističnega združenja, izobražujemo naše turistične deležnike željo, da se v čim večjem številu tudi vključijo v zeleno shemo slovenskega turizma. Zato smo pripravili tudi vrsto zanimivih izobraževanj in danes lahko rečem, da imamo že 3 prejemnike trajnostnega certifikata Slovenija Green. To so hotel Belvedere kot prvi nastanitveni objekt, hotel Marina oziroma restauracija hotela Marina ter Dolce Mente Garni hotel so letošnji dobitniki Green Cuisine.
Tako da to so konkretni ponudniki, ki že razpolagajo z okoljskim certifikatom. Naša želja je, da se vključi še veliko več drugih ponudnikov. Ponudniki turističnih storitev lahko v Sloveniji pridobijo znak Slovenija Green tako, da najprej pridobijo mednarodno priznan okoljski ali trajnostni znak, kar služi kot podlaga, da lahko kandidirajo tudi za slovenski znak. Pri tem morajo izpolnjevati seveda številne kriterije, od znaka, torej do znaka odvisno katere, ampak lahko bi rekla, če bi, povzela na kratko, približno pri vseh znakih, pravzaprav se pogovarjamo o kriterijih na področju torej odgovornega ravnanja z vodo, kriteriji na področju odgovornega ravnanja z energijo, ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki, družbene odgovornosti, torej do, odgovornosti do narave in pa seveda tudi na koncu sodelovanja z lokalno skupnostjo in mreženja z drugimi ponudniki. Seveda, če izpostavim samo najpomembnejše. Na posvetu so 3 turističnim ponudnikom, ki so že prejeli znak Green Accommodation ali Green Cuisine, podelili plakete občine Izole za trajnostno naravnano in družbeno odgovorno poslovanje. To so hotel Cliff, restauracija hotela Marina in Dolcemente Garni hotel. Komunala Izola je v preteklem tednu izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Naša novinarka Ana Lešnik je preverila uspešnost te akcije. Komunala Izola je v preteklem tednu izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Premična zbiralnica se je v 5 dneh ustavila na 23 lokacijah na območju občine Izola, kamor je nevarne odpadke iz gospodinjstev prineslo preko 160 uporabnikov. Letošnja akcija je potekala v oktobru in sicer od torka 17. oktobra do sobote 21. Potekala na različnih lokacijah v Izoli, torej na 23 lokacijah po vnaprej znanem urniku. Skupaj smo zbrali 1152 kg nevarnih odpadkov in letos skupaj v obeh akcijah pa več kot 3 tone odpadkov, kar je za slabo tono več kot lani v primerljivih akcijah. Med zbranimi nevarnimi odpadki je prevladovalo odpadno jedilno olje in ostanki baru. Nevarni odpadki iz gospodinjstev, da poudarim iz gospodinjstev, so odpadna jedilna olja, barvila, laki, odrabljena zdravila, manjši električni gospodinjski aparati. Dejansko letos smo opazili v zadnji akciji največ zbranih odpadnih jedilnih olj, pa odsluženih torej odpadnih barvil. Več kot 11.000 kilogramov nevarnih odpadkov iz gospodinjstev so letos uporabniki v zbirni center Komunale Izola oddali kar sami. To nakazuje na večjo ozaveščenost ljudi o pravilnem ravnanju z nevarnimi odpadki. V vsakem primeru v originalni embalaži, kolikor se nahaja v neki embalaži na mestu, kjer ni nevarno, da lahko pride do razlitja ali česarkoli drugega, in potem pa čim prej oddati tudi v zbirnem centru, kjer je možno oddati. Oziroma obstaja kar nekaj točk za jedilna olja, odpadna jedilna olja, pa za manjše gospodinjske aparate. Imamo kar nekaj točk v Izoli, kjer jih je možno kadarkoli oddati, je pa seznam na naših spletnih straneh objavljen, tako da lahko vsak občan, če ne ve, kje se nahajajo, najde. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko uporabniki brezplačno oddajo v zbirnem centru v času uradnih ur in ob predložitvi zadnjega odrezka oziroma potrdila o plačilu mesečnega obračuna storitev ravnanja z odpadki. Kmalu bo v Kopru zasajenih novih 90 dreves. Proces zasaditve in stroške projekta smo preverili na mestni občini Koper. Mestna občina Koper postaja bolj zelena. Do najkasneje pomladi 2024 bo namreč v Kopru zasajenih novih 90 dreves. Glejte, na zdajšnje vremenske razmere in pa mogoče tistega preteklega neuravnovešenega razvoja, predvsem na področju zelenih površin, smo se odločili mestne občine Koper, da temu problemu posvetimo več pozornosti in zasadimo tako rekoč drevo povsod tam, kjer lahko na teh urbanih površinah, asfaltiranih, kamnitih in tako naprej, sprehajalnih poteh. V preteklosti so se na občini že posvečali problemu, ko je bilo v mestu preveč sive infrastrukture, betona in asfalta.
Na nekaterih območjih v središču mesta je tako temperatura bila nekaj stopinj višja kot v okolici, kar je bilo še posebej v ospredju v poletnih mesecih. V ta namen so v preteklosti že zasadili okoli 380 dreves. Odzivi ljudi so zelo pozitivni, tudi glede na to, da to potrebujemo, da ustvarimo neko mikroklimo, ki je v poletnih mesecih bolj ugodna za ljudi, sprehajalce in tako naprej. Menimo, da je to zelo dobra poteza. Nova drevesa in grmovnice sadijo na vseh javnih površinah, ki zasaditve omogočajo, sporočajo iz občine, prav tako pa nadaljujejo projekt sajenja avtohtonih travniških rastlin na javnih površinah, saj so bolje prilagojene na naše podnebje, predstavljajo vir hrane za čebele in potrebujejo manj vode. Gre predvsem za te avtohtone drevesa, ki so v tem okolju primerna, tudi glede zalivanja in vse ostalega. To so primorski hrasti, rubinje, koprivci in tako naprej. V poletnih mesecih bodo drevesa nudila hladno senco, v zimskih pa prepuščala svetlobo in sončne žarke. Za zasaditev 90 dreves bo občina odštela okoli 95 000 evrov. Piran pogosto obiščejo delfini. Verjetno pa so si ogledali že vse lepote tega mesta, zato je eden izmed njih za spremembo zavil v Koper. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Vsak teden vam serviramo izbor lokalnih dogodkov, ki jih lahko obiščete v prihodnjih 7 dneh. Vikend pred nami bodo zaznamovala mnoga tradicionalna martinovanja na različnih lokacijah slovenske Istre. A ker ta oddaja ne priča o vinu, se bomo v teh dneh osredotočili na glasbeno in filmsko obarvane dogodke. Pričenjamo z jutrišnjim dogodkom v Centru mladih Koper, namreč prirejajo dogodek, ki nosi naslov Nuklearni veter iznad Istre. Ta bo v Koper pripeljal tržaško zasedbo Klaustrum, sledila pa ji bo domača crustcore zasedba Human Host Body. Pričetek ob 20:30. Uro kasneje pa bo koprski snack bar užgala rock zasedba Razvaline. In če smo že pri zažiganju, Miha Erič je zagotovo nekdo, ki še predobro zažiga na orglice. V soboto bo v svoji galeriji Salsa Verde v Izoli pripravil predpraznični umetniški bazar, kjer bosta ob 18. uri s kitaristom Tilnom Stepišnikom predstavila njun projekt Smet. Uro predtem pa bo otvorjena prodajna razstava Eričevih grafik, ki bo odprta tudi v nedeljo. V nedeljo pa lahko iz Eričeve razstave nadaljujemo s praznovanjem Evropskega art kino dneva. Ta se bo odvijal v mnogih evropskih kinematografih, med drugim tudi v art kinu Odeon v Izoli. Na ogled bodo 3 filmi, francoski, slovenski in italijanski. Prvi animirani nosi naslov Psom in Italijanom prepovedan vstop. Poglejmo si napovednik. Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du mont Viso. Antonio! Imbécile! C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. V nedeljo zvečer pa se lahko v gledališču Trtini udeležimo skoraj profi teatra, ki predstavlja gledališko komedijo Rube za nevervat, gledališke skupine Dekani. Pričetek ob 18. uri. 2 dni za oddih in lahko nadaljujemo v sredo v Centru mladih Koper, kjer se bo odvil 43. Bunga stand-up večer. Tokratni gostitelj bo Anton Pevec, sledili pa mu bodo manj uveljavljeni, a ne nujno manj zabavni komiki. V četrtek pa se lahko prepustite globini slovenskih šansonov. Namreč ob 19:30 bo protokolarno prireditveno dvorano zavzel šansonjer Jure Ivanšin v spremljavi zasedbe Nordung. Pripravite se na glasbeno-gledališki podvig. Za začetek konca tedna pa sledita še 2 dogodka.
Klub študentov občine Koper v sodelovanju s Centrom mladih Koper pripravlja Second Hand Music Festival. Ta se prične ob 11. uri z izmenjevalnico oblek in nadaljuje vse v večer, ko se bodo predstavile kar 3 glasbene zasedbe. V soboto pa vajo ponovijo. Hangar Bar pa na petkov večer ob 20:30 vabi na dozo rock'n'rolla. Predstavila se bo skupina San Diego. Rock'n'roll torej ni mrtev, ego pa itak nikoli ne umre. To je z naše strani vse. Kulturni napovednik si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v našem časopisu Megafon. Do naslednjič! To je bilo vse, vidimo se naslednji petek ob 18. uri.